Jaz bom govoril naprej to govoril, zdaj lahko jutri zaprete zahteva, ne, ampak prvo, kar je, Cimos, zdaj, jaz bom povedal svoje mnenje. To ni neč... To ne bi razprovociral. Ti povej tisto, kar mi še lahko poveš. Bom povedal svoje mnenje. Zdaj, ni treba da citirati, ampak bom povedal svoje mnenje. Torej, za mene je Cimos firma, v katerem, če bi ta podaljim vstopu, ker ima isti program, obstaja neka določena možnost, da ostane Cimos mogoče za 600-700 zaposlenimi v Sloveniji, pa z nekom očiščenim, res očiščenim programom, kaj zdaj še ni. Kdorkoli bi vstopil v ta program, si bo umazal ime, ker bo treba ljudi odpuščati, ker Goran, ti dobro veš, kaj je to avtomobilska industrija. Ko se enkrat ta zapleneš... To si interesantna tema in me zanima tvoje tako mnenje. Tretja stvar, kar je ta, da takrat, ko smo se mi odločali, da gremo v Cimos, in to je res, kar sem napisal, 10 ljudi predsedstva gospodarske zbornice priča, ker sem to Palčič od Robotine je rekel, dajte to Stojanu Petriču, pa bo on to vam šel do reševati. On se pa sam smejal. Minister. Pa neč, ne? Ampak takrat je Kolektor leta 2012 imel koncept združiti avtomobilski del pod eno streho, tukaj je bila Iskra. Iskra je imela, mi smo hodili, ne? Ključno s Hidrijo. Mogoče kasneje. Ampak takrat je bilo v pipelineu še vedno elektrika, ne? To je dejstvo. In mi bi dobili tudi leto stroj power, ne? Še energetiko, ne? In mi bi to vse skozi zapakirali in bi se takrat s temo 10 ljudi pripravljenih, da gre v Cimos. Z obstoječo strukturo, ki je dol, ampak še naših 10 ljudi in bi mi to začeli reševati. Zdaj, a bi to rešili, a to ne bi rešili, to nihče ne bo vedel. Tu je pač se veste, kaj, to je zgodba, ki ne moreš nikoli ponoviti, da bi se ta zgodila, ta je pa se, ne reč, ne. In lahko bi je rešili, ne, pa bi danes verjetno imeli 500 milijonov evrov prodaja, morate pa še to vedeti, to pa moram povedati. Jerkota Bartoliča snes poslal v Benvejcu, da ga vpraša, če Kolektor vstopi noter, pa bo imel kaj proti. In ne bi rekel, čim prej. To bo povedal, tako je bilo, ne. In je Bartolič prišel povedati, rekel, sem naredil tu. In tako je bilo, ne. Zdaj, danes je zgodba sledeča, ne. Če bo, to je moje mnenje, če bo Italijan stopil noter, ne, on bo očistil to zgodbo, zelo očistil. Toliko očistil, da še mesec ne bote, ne. Proizvodna, vse veste, kam bo šla. Šla v Romunijo, ne. Verjetno. Proizvodna. Težko ne v Sloveniji, ne. Še ne sem časovnega roka, da se bo to zgodilo. Ker to je logično, to je normalno. Vprašanje sem, koliko hitro se bo ta proces odvijal, ne. Katerokoli slovensko podjetje, ki bo pa šlo noter, ne. Kot sem že vodam rekel, si bo pa malo umazalo svoje ime, zato ker bodo politiki bodo to naredili, pahne kje, ne, pa te pa pstije, ne, da se pa ti ukvarja z njih, ne. Od tisti trenutek, ko ti prevzameš, ne, to je primer dela, ne, tisti trenutek, ko ti prevzameš, ne, so vsi srečni, ne. Pokaj začneš pa spremembne delaš in so pa vsi nesrečni, ne, si pa ti največja brava, ne. In to ne zdrži, ne zdrži. Zato mi raje prevzamemo dobro podjetje, ne, tako pa tudi, če ima več plačano, in s tistim podjetjem poskušamo potem ali še malo zboljšati, ne, a pa nas noviti naprej živeti. Za mene je pa Cimos res težka zgodba. Res. Kdor ima toliko raje, da bo šlo noter, pa če ve pa slovenski državni holding, ali pa dolg, da bo noter,